Dobrodošli v novi epizodi podcasta Pazi.sem, kjer bomo razkrivali zakulisje digitalnega sveta in se posvetili nečemu, kar je žal postalo nepogrešljiv del našega vsakdana, spletnim prevaram. Splet je kraj, kjer se povezujemo, delimo informacije, vendar je tudi prostor, kjer prevaranti izkoriščajo našo ranljivost. V pogovoru bomo razčlenili najpogostejše vrste spletnih prevar, od lažnih profilov do ribarjenja, do poskusov socialnega inženiringa, ter jih prepoznali, se naučili, kako se jim izogniti. Prevaranti namreč nenehno inovirajo svoje metode, da bi pridobili naše zaupanje in dostop do naših osebnih podatkov. Pomembno je, da se teh nevarnosti zavedamo, saj lahko le tako razvijemo trdno odpornost proti spletnim prevarantom. To je epizoda, ki vam bo pomagala razumeti, kako ohraniti varnost v svetu, ki je nenehno povezana prek virtualnih niti. Naš današnji gost je Đani Begić, član odbora za informacijsko varnost pri Združenju bank Slovenije. Đani, pozdravljeni. Pozdravljeni. Katere vrste spletnih prevar so ta hip najbolj pogoste? A nam jih lahko opišete oziroma predstavite kakšen konkreten primer in podaste nekaj ključnih nasvetov, kako jih prepoznati? Torej tako. Phishinge poznamo vsi, torej ribarjenja, poznamo investicijske prevare, te so trenutno najbolj pogoste in tudi najbolj aktivne. Največkrat tudi vidimo reklame za investicije po spletnih kanalih, ko iščemo kakšne vsebine, ki nas zanimajo. Vedno je na dnu tista ponudba za malo denarja, za 200 evrov vložka, boste postali bogati in ne boste rabili nikoli več delati. Poznamo še ljubezenske prevare, te so že dolga leta okrog nas, pa recimo kakšna lažna podpora Microsoftova, to je bila zelo tekoča prevara v lanskem letu in ker so vse prevare ciklične, lahko pričakujemo, da se bo nekega dne vrnila do nas. Kako jih pa prepoznamo? Prepoznati je težko. Moram reči, da že kot jaz, pa bi rekli, da sem nekakšen strokovnjak na tem področju. Počasi, še s tem, ko se je začela uporabljati umetna inteligenca, to postaja že za nas skoraj nemogoče. Ampak največkrat najbolj taki prepoznavni znaki so neka urgenca, pritisk na naša čustva, ali je to ljubezen, ali je to, da hočejo iz nas narediti heroja, ali pa nam reči, da smo v nevarnosti, če ne bomo tega nujno naredili. In pa vplivajo na pohlep, ker tiste investicijske prevare, pa prevare v smislu umrl je vaš stric nekje v Ugandi, pritiskajo točno na naš pohlep, kjer kar naenkrat vsi ugotovimo, da imamo nekega strica, ki se je preselil v Ugando. Ali pa da so se zmotili in zdaj bomo pa izkoristili to priložnost in bomo zaslužili dobro. Za katere prevare so recimo bolj dovzetne, če se temu lahko reče, ženske, moški, starostnici, otroci? Tukaj moram reči, da ne obstaja neka točna niša, to je od posameznika do posameznika. Ljubezenske prevare, nažalost, večkrat ženske padejo na to in tukaj jih čaka vedno nek prelepi general, ki rabi njeno nujno pomoč. Investicijske prevare pa smo vse kategorije, vsi padejo noter na te limanice. Vsi, tudi starejši ljudje, kljub temu, da predvsem starejši ljudje, ker žal tudi stiska je dostikrat povod na koncu, da ljudje res rečejo nič. Bom vzel tistih 200 evrov, pa jih bom investiral, pa dobijo res pozitiven rezultat nazaj, dejansko tudi dobijo denar nazaj, pa jim pol rečejo, če ste z 200 evrov zaslužili 300, zakaj ne bi zdaj dali 5000, pa pol se začne, dajte nam dostop do računa, pa vam bomo mi pomagali, pa bomo mi naredili vse namesto vas. Ampak starejši ljudje načeloma niso tako vešči na spletu, Kako sploh prevaranti pridejo potem do njih? Začne se s klici, komunikacijami preko elektronske pošte in podobno, ker to vsi uporabljamo. Tudi starejši smo se navadili, pameten telefon je naš najboljši prijatelj in je vedno z nami. Pol pa nam sami prevaranti dejansko ponudijo pomoč, ker mi tudi sami rečemo,
nisem vešč, ne vem, kako to uporabljati, lejte, mi vam bomo pomagali, namestili vam bomo aplikacijo, skozi katero bomo se mi povezali na vaš računalnik in vam bomo mi speljali vse zadeve, vi nam dajte pol sam še podatke od računa ali pa dostop do spletne banke, podatke o kartici, za vse ostalo poskrbimo mi. In pol v bistvu, ko prije do tega, rečemo, pohlepa, ko ste ga omenili, nam pol ostale varovalke hitro popustijo. Tako da predvsem dajmo se paziti tistega dela, ko rečejo, da nam bojo tako močno pomagali, še posebej s kakšnimi dodatnimi programi na naših postajah ali pa na telefonih. Rdeča luč. Absolutno, že vijolična. Omenili ste torej ribarenje, investicijske prevare, ljubezenske prevare, obstajajo še lažni spletni oglasi. Katere prevare znajo biti z vidika izgube finančnih sredstev najbolj nevarne, najtežje sledljive in pri kateri prevari dejansko ne obstaja možnost, da dobimo povrnjena ukradena finančna sredstva? Torej, kot prvo, investicije v kriptovalute najhitreje odide denar, zaradi tega, ker ko položimo denar na neko spletno borzo, odložimo denar pri neki banki na en skupni račun, ki ga banke ne morejo zablokirati in pol se šele ta denar razprši na kriptoračune na tej borzi ali pa na denarnice in tako naprej. Tako da tukaj je sledljivost zelo težka in tudi zelo hitro zgine ta denar. Da bi obstajala kakršnakoli, da je nemogoče denar dobiti nazaj. Je vse odvisno predvsem od hitrosti. Ne pravim, da če se bomo zelo hitro odzvali, da bomo denar dobili nazaj. Samo povečali si bomo možnost, da se do tega lahko pride. Torej, vse imajo od zadaj zelo dobro razvejano mrežo, kako potem mule ta denar prevzamejo, predajo naprej. Naprimer, žrtve investicijskih prevar so večkrat istočasno tudi mule za prenos denarja, ki je bil dejansko pridobljen pri prevari pri nekomu drugemu. Tako da dvakrat uporabljen isti račun, isti dostopi. Kaj storiti, ko postaneš žrtev spletne prevare? Torej, prvo obvestiti banko. Ker, kot smo rekli, hitrost, povedati, kaj se je zgodilo, da banka lahko poskuša priklicati ta denar nazaj, blokirati na drugi strani, karkoli podobnega. Istočasno skoraj policija, ki se bo tudi aktivirala skozi Europol, Interpol in poskušala ves ta denar dobiti nazaj. Bodite pozorni pa še na eno prevaro, pravne pomoči. Ponavadi tisti, ki je prevaran, dobi na koncu še čudežno neko pravno pomoč od odzunaj, ki jim bo pomagala, kako ta denar dobiti nazaj, ker ni kriv prevarant. Kriva je banka, ker ni zablokirala te prevare in oni vam bojo pomagali dobiti ta denar nazaj, tako da to je tudi ena prevara, ki se nam zelo pogosto pojavlja. Mislim, da je to nekaj podobnega se dogajalo tudi pri, ko gre za izseljevanje na spletu, ko recimo ob ukradenem profilu so ta izseljevalska. V bistvu pol nekdo vedno je, ki ponudi pomoč, kako priti najhitrejše nazaj do tega profila, da pač plačaš in to je tudi spletna prevara. To je dejansko tudi spletna prevara. Je večstopenska in to je to. Na koncu ugotovimo, da poberejo ljudem vse in potem še s to dodatno pomočjo pa še več. Še enkrat vse, ja. V porastu so tudi sporočila, ki jih dobijemo na pametne telefone, ki ne bi bila poslana v bistvu strani uradnih institucij, to so pošte, policija, sodišče, banke. Namreč, ne vem, kliknite in preusmerili bomo vaš paket, ne vem, policija rabi vašo pomoč, odgovorite nazaj, kliknite na to povezavo. Kako veste, ko dobite takšno sporočilo, da gre pravzaprav za spletno prevaro? Ali pa banke, nekako banke nas vedno obveščajo, da banke ne pošiljajo, ne vem, sporočil, SMS sporočil, kjer moraš klikniti, ampak kako pa za ostale stvari vemo, da... Prva stvar, za paket od pošte, dajmo prvo preveriti, ali res smo poslali oziroma naročili nek paket. Ta je prva zadeva. Vedno imamo možnost in mislim, da je tudi najcenejša. Dvigni telefon, poklicati neko pomoč na drugi strani, banko. Uradno?
uradno, torej tisto, ki je objavljena na spletu, ne tista, ki je objavljena v sporočilu, ki smo ga prejeli. Porabimo tisto minuto, 2, 3, 5, pokličimo, preverimo, a ste mi vi res poslali to sporočilo, a mene res tukaj nekaj čaka. Pokličite vašega skrbnika. Mislim, vsi so tam zato, da vam pomagajo, noben vam ne bo zavrnil pomoči in še vedno dosti cenejše, kot pa biti pol na koncu prevaran. To je odlično, to je dober nasvet. Kaj pa recimo naročanje v spletnih trgovinah iz tujine? Recimo neka trgovina na primer kitajskem. Kako vemo, da bomo mi to stvar dobili, da ne gre za neko lažno trgovino, da bo to prišlo, obstaja kakšna varianta, da preverimo? Ponavadi imajo vsi nek certifikat od spodaj, kateremu se zaupa, stran ponavadi nima zgoraj opozorila, certifikat te strani ni veljaven ali pa ni varen, to vidite zgoraj v desnem kotu, takoj ko dostopate do takih strani. Druga stvar, hodi se na preverjene strani, ni rečeno, da je kitajska trgovina slaba trgovina, no, veliko nas kupuje iz kitajskih trgovin in ni nobenih težav s tem. Preverjene morajo biti in potem tukaj ne bomo imeli nobenih težav. Preverimo jih pa kje? Preverimo jih lahko na različnih straneh, ki so temu namenjene. Zdaj, točno, da bom jaz tukaj naštel, nimam na razpolago, ampak izkušnje kolegov, to so tudi dobra stvar, dober vir informacij. In pa, dajmo prvo narediti en majhen nakup, pa pol vidimo, če se splača vložiti noter 1000 evrov v tisti ta dražji nakup. Kaj pa komentarji spodaj? To tudi uporabnikov? Ja. Ne, danes dejansko, to je bil nekoč dober nasvet, ampak danes z umetno inteligenco se ti komentarji skreirajo v par sekundah, tisoči in vsi so tako zelo dobro od enke, torej slabega komentarja, pa do 5 in ustvarjeno povprečje, da zgleda, kot da je to zelo verodostojna stran. Da je stran verodostojna, da se nekaj, da je v bistvu... Kot sem rekel, že strokovnjaki, recimo na tem področju, počasi ne prepoznamo več teh stvari iz takih vidnih elementov. A nam lahko zaupate nekaj spletnih mest, ki aktualno ozaveščajo o aktualnih spletnih prevarah? Kam recimo se lahko v Sloveniji, pa da res vemo, kaj ta hip se dogaja, kaj je aktualno, kaj... Najbolj bi izpostavil www. Standardno, pazi.se, pa varninainternetu.si. To sta 2 pobudi v Sloveniji, kjer dobite vse aktualne informacije glede prevar. Najlepša hvala, da ste bili naš današnji gost. Prosim.